Alumni Connect, podcast, ki uspešne zgodbe alumnov ekonomske fakultete pripelje med vas. Ne zamudi in se pokonektaj z nami. V današnjem podcastu Alumni Connect z nami Petar Jerkič. Fascinantno je predvsem njegovo število podjetij, ki so se nabrala v tem kratkem obdobju njegovih delovnih izkušenj in pa kulture države in mesta, v katerih je živel, nabiral študijske izkušnje in delovne izkušnje. Petar je začel z življenjem in šolanjem v Novi Gorici, nadaljeval v Ljubljani na ekonomski fakulteti, nato v Dublinu na Dublin City University, zaključil šolanje vsaj za trenutno obdobje v Milanu na Univerzita Bocconi in začel z delovnimi izkušnjami na Dunaju, nadaljeval v Parizu in danes se je vrnil v Ljubljano, kjer dela, živi še danes. Petar, hvala, da si danes z nami. Hvala, da ste vabljeni. Ja, z veseljem vas vedno vabimo nazaj v ta hram znanja, ekonomski. Glede na to, kje smo, za začetek eno tako standardno vprašanje tega podcasta, kakšen študent bi bil danes, če bi bil spet z nami? Najbrž, če upoštevam danes, mislim, da imam že te delovne izkušnje, ki jih imam. Po moje v določenih predmetih precej bolj resen oziroma dosleden pri spremljanju in ne učenju samo za narediti izpit. In nekako primerjanju s prakso, ker to bi mi bilo zdaj po moje določene stvari ful bolj zanimive, kot so mi bile. Hkrati pa, ne vem, bi se trudil biti čim bolj socialen, kakšna društva in pa tudi kakšno žuranje definitivno ni za spustiti, ker je vseeno taka enkratna izkušnja ta študentski čas, tako da. Aktiven, v glavnem. Definitivno, ja. Omenil si ne tako dobro, oziroma dal si dobro izhodišče, da bi primerjal s prakso. Predvidevam, oziroma vem, da takrat v tistem času študija nisi še zares delal, Ne. potem kasneje. Bi potem tudi to predlagal, da si mladi že najdejo kakšne take resne študentske? Ja, mislim, se po moje samo pol dotaknite teme, če vam še kaj od mojega izkušnja na magisteriju govorili. Sam se mi zdi, da čim prej, ko dobiš neko dejansko relevantno delovno izkušnjo, vsa študentska dela so super za kaj zaslužiti in tako, sam dejansko nekaj recimo znotraj stroke oziroma kamor pol misliš iti. Se mi porata ful bolj zanimivo karkoli, to učenje, pa tudi polno za iti na trg dela je to ful prednost, sploh ker mislim, da v Sloveniji dosti tega nima, recimo, ko konča do diplomca, no. Tako da, ja, definitivno. Preden gremo na praktične izkušnje oziroma na delovne izkušnje, ki jih imaš že kar nekaj glede na starost, študijske. Torej, ti si bil seveda naš alumni ekonomist, potem si se pa odločil za iti na sever. Prej smo se smejali, da nisi šel res na toplo in mislil si, da ne boš užival, pa si. Tako da zakaj Dublin City University? Mislim, za izmenjavo takrat sem iskal recimo nekje, kjer bi se mi predmetniki in toliko pač primerno poklopil, oziroma da bi imel predmete, ki mi bi zanimali. S financami? Ja, s financami, bil sem na delovanju finance, ja. Hkrati pa nekako sem želel iti v neko angleško govorečo državo, sicer ni tam, bi rekel, proper UK English, ampak vseeno tudi z vidika malo pač enostavno razvoja angleščine. Tako da po nekako sem ta Dublin dobil in tudi meni za razliko od večine, ki so gledali bolj neke Španije, Portugalske za izmenjave, se mi je tudi Dublin zdel res cool, tako da potem se za to odločil. In nisem bil razočaran. Ne bi zamenjal, bi priporočal. Bi definitivno, res je bilo pač, ne vem, zdaj za večletno življenje tam, ampak tako za en semester izmenjave je bilo pač super. No. Ja. Potem je pa še bolj zanimiva študijska izkušnja, pa si pa šel malo na jug oziroma v državo, ki je kontra po kulturi, v Italijo na Bocconi. Ja. Če sem ti rekla, ko sva se spoznala, ne poznam jih veliko, ki so študirali na Dublin City University, ne poznam jih veliko, ki so bili na Bocconiu. Verjetno kar zahteven postopek. Ja, mislim, meni je bilo nekako glavno merilo izbora. Jaz sem takrat proti koncu do diplomca začel ful zanimati za M&A, izložitve prevzemi, bolj podrobno finančno svetovanje, no? Investicijsko, bančno, kakorkoli to definiramo. In sem nekako hotel pač potem ostati v tujini, tudi po tej izkušnji pač na izmenjavi, sem se tako dobil in sem to hotel naprej. In pač za delo, jaz sem ciljen to visoko, bi rekel, za delo eno izmed teh top investicijskih bank svetovnih, ali bo to London, ali katerakoli druga bolj finančna prestolnica v Evropi, recimo. In pač žal je tako, da tam sicer je ful meril, ampak papir iz ene izmed pač kratkega izbora univerze pač ključen, žal.
in Bocconi definitivno pač ustreza temu izboru, recimo, tako da poleg en par drugih univerz, ki sem jih gledal, je bil tudi ta in potem se za Bocconi odločil. Ja. Postopek prijave oziroma potem izbora je... Ja, mislim, malo bolj zakompliciran kot za slovenski, recimo, če bi šel kar tle naprej na magisterij. Namreč tisti GMAT moraš narediti, to je ta, ker je tudi, ne vem, CMBA recimo zahtevajo in tako dalje, ne. In to pač pol je odvisno od tebe, koliko časa hočeš to vložiti, sam je recimo kar močen faktor, sploh če nimaš ti prej nekih ful relevantnih delovnih izkušenj, recimo, ne. Pa tisti mednarodni preizkus za angleščino, tako da jaz sem si pol vzel čas in tudi sem hotel nekaj izkušenj dobiti, ko sem tle diplomiral, sem 1 leto delal tle v Ljubljani in hkrati sem te pač stvari naredil, pa tudi prijave so kar ful naprej, zdaj ne vem točno na pamet, ampak ne vem, šolsko leto se začne septembra, mislim, da so prijave že februarja, končne za oddati, tako da in prej moraš te stvari spravi narediti in recimo, če ni zadovoljen z rezultatom, je še enkrat delati ta GMAT, tako da, ja. Koliko je pa potem koliko so zahtevni kriteriji, da si sprejet? Ja, mislim, jaz sem imel ta GMAT, pa sem bil kar zadovoljen, tako da mogoče je bil to zame nekako ključen faktor, ja. Okay. Sicer, ne vem, vse tudi ocene za diplomca, tle nisem bil čisto 10-krat, tako da po mojem GMAT malo popravil to. Ne vem, težko rečem, sam po mojem vseeno, no, ta program, jaz sem delal prav magisterij iz financ, je kar, bi rekel, oblegan, imajo sicer italijansko in angleško verzijo, jaz sem bil na angleški, ker pač vsi, ki ciljajo bolj neko investicijsko bančništvo in podobno, ciljajo ta program, če manj, ja. Kaj ti je dal in predvsem kako bi ga primerjal z slovenskim šolstvom, pa ne s kritiko do slovenskega šolstva, ampak samo primerjava, ne? Ja. Ne vem, mogoče tle zaključno sporočilo se ne bi tako fokusiral na samo, bi rekel, predavanja in potek študija, ampak bolj na ostale oziroma sošolce in kaj sem od njih recimo, oziroma na splošen vtis, kako sem dobil, kakšnega sem dobil, ker namreč mislim, jaz predtem nisem vsaj tle do diplomcev, nisem dobil nič od tega, recimo feelinga, kako je folk v bistvu pride tja zagnan oziroma nekako vnaprej pripravljen za iskanje službe, s ciljem, recimo ful jasnim ciljem. Spravi, jaz sem tam začel, semester začne septembra in pač tam so nas popolnoma zabili s 5 hudimi predmeti, ampak v bistvu glavni fokus vseh je bil prijavljanje na internshipe, spravi prakse za naslednje poletje. Aha, že na Ja, ker vse te velike banke, ne, London in podobne, odprejo prijave že septembra, zdaj celo že avgusta, julija, tudi, ne vem, se premika za naslednje poletje. In to je pol nekako, recimo, kar ključno, oziroma je ful najlažji korak, da pol dobiš full-time pozicijo po drugem letu tam. Oziroma skoraj, ja. Tako da, in tam so pač vsi septembra, vsi so noreli s tem prijavami in jaz se vnaprej pozanimaš in veš, jaz tudi sem nekako cilj jasen, sam pač tam vidiš po ta pritisk, ker folk pač res tako vejo točno kaj in to so vsi tako na 20-30 prijav dajo in vsaka prijava vzame ful časa in pač tega predtlej nisem niti približno videl. No. Pa si kdaj razmišljal o tej razliki, zakaj že tako zelo blizu, ne, Slovenije, na Bocconiju, tak drugačen mindset študentov? Mislim, zdaj ne vem, jaz verjamem, da če greš vse izmed teh top, ne vem, mislim, da vsaj tisto leto, ko sem se jaz prijavljal, ko sem se malo bolj pozanimal o tem, je bil Bocconi, mislim, da je imel 8. najvišji rangiran master v financah. Jaz verjamem, da na katerekoli od teh top šol greš, pač pridejo podobno zagnani ljudje z res jasnim ciljem, ker pač se je nič narobe tle, ampak tle pač ful ljudi gre na magisterij, prvo je zastonj, ne veš točno, kaj bi greš naprej na magisterij, kaj narediš in potem se odločiš. Tam večina ljudi ni bila tako, ne. Tam večina ljudi je prišla tja, da pač je dobila to, ker jim to mogoče iti točno nekam, kamor so hoteli, ne. In po moje z tega vidika, ne. Mislim, da ljudje imajo bolj jasen fokus oziroma željo, kaj bojo potem, ne. Kar je definitivno tudi prednost. Ja. Življenje v tujini, sicer si ga potem še nadaljeval, ne, ampak kaj ti je dalo? Ja, sem nikoli ni več isto, ko greš študirati tujino, Verjamem. tako da Erasmus se izkoristi definitivno, ali pa tudi cel študij. Ja, mislim, za moje pojme je res pač nujna izkušnja, oziroma nepozabna izkušnja, ker se res vržem neko kompletno novo okolje. Sicer recimo
bi lahko toliko primerov kot zame, ker sem prišel z Gorice v Ljubljano študirati, pa je bilo tudi vse novo, pa nove ljudi, ampak vseeno vedno dobiš nekoga z Gorice, ki je tudi prišel s tabo na faks in podobno. Tam si pač razvržen novo okolje, nov jezik, nove navade in popolnoma neznani ljudje in vedno je pač nekako naravno, da pač si tistih prvih dveh tednih dobiš neko nov krog ljudi. In pač to je po mojem res, ko ti da neko širino, pripravljenost na nov svet, da si samostojnost in tako dalje. No? Tako da z tega vidika je definitivno super izkušnja. Imaš tudi kar močen network, ne samo iz službe v tujini, tudi z tega študija v tujini. Absolutno, ga danes lahko koristiš. Absolutno, ja. Mislim, te ljudje so, sicer večina mojih, recimo Slopol na Bokoniju, mojih ožjih prijateljev je bila Nemcev iz nekega slučaja, ampak vseeno, tudi oni so raztrešeni po celi Nemčiji, pa dosti po Londonu, pa Frankfurtu itd., tako da imaš posod nekaj ljudi, ker te kaj zanima, pa vsi so v nekih res tako visokih službah, ali so neke res te top investicijske banke, ali kakšni hedge fundi, skladi in tako dalje. Tako da, ja, definitivno, pač vseeno si tam 2 leti, cele dneve skupaj žuraš, študiraš in vse ostalo, tako da ostaneš blizu, ja, sigurno. Ja. Službeno si pa začel, rekel si že vmes 1 leto, ko si se prijavil na Bokonij, si bil v energetiki. Ja, tako, ja. Mislim, meni takrat sem se odločil po Dublinu, da bi res šel študirati tujino, magisterij, celoten magisterij. In mislim, takrat sem pa začel malo bolj raziskovati, kako bi jaz pač uspel priti na en tak bolj, bi rekel, više rangiran faks. In sem videl, da pač delovne izkušnje sigurno bi tle pomagale, ki nekako pokazali, recimo, bolj neko zagretost, fokus, kakorkoli. Pa tudi ta proces toliko traja, s tem metom in vsem, tako da pol sem bil na GEN-I-ju na tradingu 1 leto, od pač, ko sem diplomiral do začetka magisterija in vmes sem te prijave delal, ja, tako. In ugotovil, da želiš vztrajati v financah. Ja, tako, ja, sicer to je bila ekstra zanimiva služba, sam se nisem videl na dolgi rok in sem vseeno šel bolj po ta finančni advisory, recimo, in tam tudi sem se nekako bolj točno odločil, ker recimo prej sem mogoče imam bolj odprte misli tudi za kakšen trading ali pa nek asset management, po tistem pa sem videl, da mogoče ne bi bilo to direkt zame, tako da ja. Če bo potem poslušal kdo, ki je v isti dilemi, ker so pač nekako sorodni poklici, mogoče kar se tiče teh, ne vem, številk itd. in mišljenja. Kaj je preveslo pri tebi? Oziroma... Mislim, ko gledaš, bi rekel, preden si v tem zgleda sorodno, za moje pojme, zdaj se mi zdi kot noč in dan, ampak po itak, ko sem malo specializiran. Ja, ne, hočem reči itak, se za vsako stvar, tako sem pripričan, tako jaz vidim druge veje, od katerih ne vem, kaj dost. Bi rekel, da ta moja smer, spet bolj finančno svetovanje, to bi lahko primerjal z nekim management consultingom in podobno, je vseeno bolj projektno delo, za moje pojme vseeno bolj, moče se kdo ne bo strinjal vseeno full junior ravni, ampak bolj razgibano, medtem ko, ja, trading je pa pač, ne vem, bolj specifično za moje pojme. Zanimiva je ta komponenta, ki si omenil, da je projektno delo, ja, da je zelo jasen, je potek verjetno. Ja, je nek cikel, recimo, če se gre, ne vem, ko svetujemo, vodimo prodajo podjetja, recimo, je vedno nek jasen cikel, ne, od A do Ž, ko to speljati, sicer je vedno se kaj zalomi, vedno je kaj novega, kaj tako, ampak, ja, in pol pač to ena stranka pozamenjaš in vmes so kakšne druge manjše stvari, recimo, tako da, ja. Po Bokoniju je pa bila prva služba, prva zaposlitev Raiffeisen? Ja. Dunaj? Tako je, oni imajo tam pač sedež, med drugim tudi prav M&A ekipo, tako da sem tam dobil v bistvu 6-mesečno prakso. In to je bil tvoj izbor, ta septembrski, ko si začel študirati? Ne, jaz takrat nisem dobil, kar sem hotel za naslednje poletje, tako da jaz sem tle šel potem po 2. letniku v to. Tako da ja, mi je pa pol to odprlo vrata tudi za naprej, tako da je bila vseeno super izkušnja. Pa tudi oni so fokusirani bolj na to našo, pač CE regijo pokrivajo, iz te pisarne na Dunaju, tako da je bilo tudi zame ful relevantno. Si imel kakšne kulturne izzive kdaj v smislu življenja na Irskem, torej sever, Italija, Dunaj, Avstrijci, čez druga kultura? Ja, mislim, se mi zdi vedno, ko prideš nekam in veš, recimo sploh za Dunaj in Dublin, greš nekam, veš, da tudi za Dunaj sem vedel, da bo to samo 6 mesecev, sem že vnaprej vedel.
In mislim, da prideš tja s tako malo bolj lahkotnim mindsetom, ni zdaj neka ustalitev, pa neke birokracije, ki dost prideš, narediš svoje, uživaš, spoznaš ljudi in to je to. V Milanu pa ne bi rekel, no, ker vseeno sem se družil, vedno je tako z mednarodnimi, z ostalimi tujci sem se družil več ali manj, no, tako se pač dobi klapa, dosti lažje kot z lokalci iz nekega razloga. Tako da bi rekel, da ne neke ful velike razlike. Tudi na Dunaju sem imel tudi ostale pripravnike, ki so bili vsake iz ene druge države, tako da je bilo super z tega vidika. 6 mesecev si ostal, pač potem se je izteklo verjetno to obdobje pripravništva. Si želel podaljšati ali si vedel, da... Ni bila prva izbira, so pa že vnaprej povedali, da oni pač nimajo zdaj takrat odprti za full time, pač da bi vzeli nove full time ljudi, ker vseeno je en toliko majhna ekipa, recimo, tako da je bilo to jasno, da je sam praksa, meni je tudi prišla prav, ker tudi na Bokonju v bistvu je obvezna 6-mesečna praksa za končanje študija, tako da se mi je pač super poklopilo z tega vidika. Aha, in nimajo potem recimo nekih možnosti, da ostaneš, ker velikokrat v Sloveniji pravijo, ne, prideš na prakso, pač si dober, kar seveda več variant, da si bil, ne, in potem pogosto najdejo način, da ostaneš. Mislim, polno se pred naslednjim korakom dejansko, sem bil z njimi spet v stiku, ker se jim je odprla ena pozicija, ampak sem pač dobil drugo priložnost, ki me bo pritegnila. Ko rekel, takrat ni bilo tako, da bi oni imeli vnaprej odprta mesta, ker to je vseeno tako majhna, drugače, kot če veš neko veliko banko v London, kjer je pač 200 ljudi in vejo točno naslednje leto bomo imeli x ljudi v tej ekipi novih. Tle pač ni bilo tako, ampak je bilo pač jasno vnaprej. Se pravi, pol pa sem bil z njimi v stiku, ampak se pol nisem odločil. Je pa sigurno ostaneš, če se tam izkažeš in jaz sem stal v dobrih stikih, se spomnijo nate, ko porabi nekoga. Tako da definitivno si nekako odpreš vrata, recimo, ko se pojavi priložnost. In odločil si se za Pariz? V bistvu pol je tako naneslo, da mi je nekdo z te ekipe omenil nekomu iz te ekipe, kamor sem pošel v Pariz, na Lazard, to je ta pač ameriška investicijska banka, en izmed v bistvu vodilnih neodvisnih M&A svetovalcev svetovnih. Oni imajo v New Yorku, Parizu, Londonu največje pisarne. V Parizu imajo tudi eno manjšo ekipo, ki pokriva našo CE regijo. Tudi edina bolj tako mednarodna ekipa v tisti pisarni. Tako da so me povezali z njimi in se mi je zdela pač enkratna priložnost, ker vseeno je res ena izmed pač elitnih bank, tako svetovalni z tega vidika. In pol sem šel tja. Na 102 leti. Tako prvo v bistvu 6-mesečna praksa, ker tudi tam je tako v bistvu malo kdo pride, da bi ti šel kar tja za full time zaposlitev. Večina jih pride med študijem, naredi prakso in potem ostanejo tam, če pač stvar rata. Kaj pa čistko v smislu, da malo predstavlja pogoje pač za mlade, ki se bodo odločali za podobno pot, pomen finančnih pogojev, ki ti jih dajo, oziroma ugodnosti, versus seveda pač izkušnje, ki jih dobiš, so vseeno pač primerljive ali je res bolj pomembna pač ta izkušnja in ta praktični del? In je finančno to, da si nekako preživel potem v tujini, kjer si bil? Mislim, meni osebno se zdi en toliko pomembna, sploh, ker recimo te faksi, razen če si, ne vem, res izbranc in dobiš polno neko štipendijo, niso tako poceni. Za marsikoga niso poceni, za mene se ful ni zdelo poceni, hvala Bogu, pač smo si ga uspeli privoščiti, bi rekel, ne. Ampak z tega vidika pol meni je bil to močen faktor, sigurno, vsaj nekako recimo prines noter, preslej. Ampak hkrati pa, oboje, tako da izkušnja pa definitivno. No. Ampak so bile pol te službe pač tudi primerljivo plačane, glede na zahteve, ki jih imajo, glede na sposobnost kadra? Mislim, ta v Parizu na Lazardu definitivno. Potem, kar je zdaj na ostalih, je bil to isti pač nivo plač, zelo podoben pač New Yorku in London pisarnam. Tako da to absolutno, sicer plačaš visoko ceno za to, kaj ne rečem. Long hours. In ostalo, Na Dunaju, definitivno, vemo, da so na splošno plače malo bolj ugodne kot tle. Tudi v redu, ampak je pa tam tudi, bi rekel, nek work-life balance bil dosti bolj, še vedno, pač več dela kot le, ampak ful bolj normalen kot recimo na tej moji banki v Parizu. Kaj pa to pomeni pol v Parizu? V Parizu je bilo tako, da ti prideš not ob neki 9:30 zjutraj in pol tudi, če sem imel kakšen plan, ta plan se pokvari in
ne vem, tam je bilo tako dobesedno, da če si ti nekako ti uspelo pred polnoči, ven so te ljudje gledali, kaj se s tabo dogaja, če je vse v redu. Zelo, zelo normalno je bila 1, 2, 3. In tako je pa vsak dan. Dokler sem bil tam na praksi, je bilo to pol še eno, ker vseeno je Francija in so bili študentje kar zavarovani, sicer ne med tednom, ampak med vikendi. Pol pa pač tega ni več. Tako da pol je tudi vprašanje, kaj je pol med vikendom. Dostikrat ni vikenda, tudi dopusti so pol prerasli te vprašanje. Tako da, ja, plače so pač, ampak vseeno bi rekel, ne moreš zdaj tega kot izkoriščenje, ker plače so primerne, ampak vprašanje je pač, kaj tebi pomeni in ja, tako je. Ko si potem malo opazil, seveda starejše sodelavce, ne, ki so pač že dlje časa tam, se pol zgodba spremeni? Ja, to je dobro vprašanje v bistvu, ker mislim, ne toliko močno. No. Ja, finančno se še dosti bolj spremeni, ja, to definitivno. Sam ne vem, glih tako, recimo moj šef, ki je bil tam 20 let in ne vem, plače bolj, da ne govorimo, ne vem, 4, ampak ne, to so res zneski. In ful visoka pozicija in vse, ne vem, 3 tedne poleti na dopustu, vsak dan je bil na klicih, zadnji otroci kričijo, kaj tako pač je, ne? Ker če nam stranka plača par milijonov za nek deal voditi, ga bojo hoteli imeti njega kot vodja ekipe na klicu, ne? In vedno je nek deal, ne? Ker drugače ta stvar ne bi laufala, tako da pa tudi, ne vem, bližnji, bi rekel, sodelavci bliže nad mano, ne vem, 4, 5, 6 let, glitko, ne, celo poletje, kljub temu, da imaš recimo 2-3 tedne dopusta, je bilo vsak dan pač. Tako da, je bil to tudi kriterij, da si se odločil za prihod v drugo kulturo, slovensko okolje? Absolutno, ja, en od glavnih kriterijev, pa tudi jaz sem si želel priti nazaj v Slovenijo, tako, ampak mogoče za tega še malo predčasno, ja. Je pa ja, je definitivno nek trade-off, ful dober štart karijere za moje pojme, če hočeš to smer, pa tudi res ful se naučiš tega vidika, ker mislim, res ostari na nivoju, pa delaš jaz, ne vem, na milijarda plus transakcijah itd., ki jih tle ni. Sam je pa neka cena za to definitivno, pol je pa vprašanje, koliko časa ustrajaš in ja. Pogrešaš ta del? To sem te hodila že prej, sem še te vprašam. Verjetno posli se pač seveda ne morejo primerjati, ne? Ja. Z našimi, oziroma ok, zdaj mogoče vsako leto bolj, ampak pogrešaš ta del ali... Tako sem si na začetku mislil, da mogoče bom, ampak v bistvu se mi je izkazalo, da ne, ker tudi če je tle deal, bi rekel, 10% vrednosti ali pa manj, vseeno, ne vem, sem direktno na sestanki z managementom, lastniki podjetja, ki ga ful dobro poznam, ki mogoče grem v njihove trgovine vsak dan tle v Sloveniji, ali pa ne, jih stalno vidim in se mi zdi ful drugače, ko pa konkreten primer, ko sem bil jaz na Lazarju, smo recimo prodali največji bolgarski telekom za milijardo plus, ampak jaz od tega podjetja prej nisem nikoli slišal in potem ga nikoli več ne bom. In pač vse super izkušnja z vidika tehničnega znanja, zavedati, ko stvari grejo in biti del tega, pač, ker je vseeno res velik postopek, ampak zdi ga, kaj ti to pomeni, meni vseeno dosti več nekaj tle lokalnega. Vsebine imaš verjetno tukaj potem več lahko. In tudi bolj direkten stik, tam je vseeno večja hierarhija in tako, ja, sploh ko si na junior ravni. Tako da, ja. Ko si se vrnil v Slovenijo, ne sem seveda si prišel spet v drugo okolje, ampak ok, seveda domače, panoga je bila tudi zanimiva, ne, iz tega bančnega okolja, M&A-ov in tako naprej si šel v gaming. Ja. In ne samo v gaming, v startup kulturo. Bil si na Outfitu. Ja, mislim, kaj bo trovalo? Ja, ne, se pravim, takrat, ko sem se pol odločil pač dati odpoved na Lazarju, priti v Slovenijo, itak sem bil tudi močno pod vplivom pač nekega realno za moje pojme nevzdržnega, ampak mislim nevzdržnega oziroma nekaj, nisem želel lifestyle v takem smislu. In mogoče sem tudi malo asociiral to, ker na splošno na to panogo. In potem sem ful iskal nekaj izven tega, čeprav sem imel ostale opcije za to že od začetka, za panogo, to, da bi tle delal naprej, podobne stvari, ampak sem spravil nekaj drugega. Sicer pa, ja, mislim, drugače na Outfitu super ljudje, super in vse, tudi pozicija se je izkazala za ful, bilo je v bistvu znotraj controllinga, ampak ful nefinančna in hitro se je izkazalo, da ni glih zame. Potem se je povezal z partnerji od Ion Advisorja, kjer sem zdaj, oziroma en drugi kolega, ki sem ga prej spoznal na Dunaju, na eni drugi banki,
mi je že prej pisal, če je bil zainteresiran, in potem sem kako tako prišel do pač trenutnih tle partnerjev in se tako povezala zgodba. In zdaj sem v bistvu nazaj na stari poti, ampak novem okolju. Ja. To meni, dunajske povezave so te pripeljale do slovenskih partnerjev v slovensko firmo. Tako ja, mislim, tudi bil Slovenc, no, ta, ki mu je povezal, ampak na eni drugi banki, tako na Dunaju. Ja, tako da, ja, se majhen svet, no, tako. Mala ekipa, ne? Ja. Oziroma manjša Zelo, ekipa. Ja. Delate predvsem tudi na M&A-jih. Tako, ja. Kaj je danes tvoja pozicija in kaj so večinoma projekti, s katerimi se ukvarjaš? Ja, mislim, tako bi rekel, vse te M&A postopki so načeloma, ali imaš ti deal par milijonov, ali pa 100 milijonov, ali pa milijarda, ok, več je nekih ostalih situacijah vključenih na večjih dealih, malo nekih podrobnosti je bo za ten postopek, ampak v smislu korakov je stvar tam bi rekel, ne, isti koraki sledijo, iste stvari je treba narediti načeloma. Tako da moje delo bi rekel podobno kot prej, kot na Lazardu, razen tega, da ker smo ful majhna ekipa, manj tle dejansko sem predvsem zraven, vedno sem direktno na sestanki z managementom, z lastniki, kar je zame res velik bonus, tako, no, da si res pri stvari in vidiš stvar od A do Ž. Tako da v bistvu zdaj trenutno moje naloge v bistvu pokrivajo kot cel ta M&A spektr. Seveda nekakšnih pravnih zadev, te vedno delajo pravniki, to ne delamo mi, ampak ja. Kaj pa primerjava teh velikih sistemov, ki si jih spoznal in zdaj pač manjšega podjetja, ki se ukvarja s podobnimi posli, Ja. ampak plus je to, da si zraven, seveda si rekel, ne, z upravami, v zgodbi si od A do Ž. Kaj pa to, da pa ni verjetno, tudi je manj operativne podpore potem, ki pa je na voljo, si predstavljam, v teh večjih sistemih? Ja, to je res. Ne vem, na taki banki, kot je bila Lazard, imaš neke globalne podpore, ne vem, zdaj, če sem malo bolj specifičen, imajo nek center globalni, kjer pošlješ in ti uredijo nek PowerPoint, kjer ti naredijo nekaj drugega, nekaj tretjega, take stvari, pa ti z nekje zbrskajo neke podatke in ti pač tega ne delaš. Delaš do neke mere, ampak ne vse. Tle v tem smislu mogoče malo bolj operativno, hkrati pa bi rekel, da ne vem, smo manjša ekipa, ampak stvari definitivno delamo na ful visokem nivoju. Tudi partnerji pač imajo tak background, da so bili v glavnih dealih v Sloveniji, ki so zgodili. Tako da definitivno ni za, da bi mi tle kakšen korak spuščali, kaj takega seveda. Ampak je pa drugačen mindset v smislu, ne vem, na te banke kot Lazard in to, se pravi, plače so primerne tako, da pol pač nekako ti si na voljo 24/7 in tudi, ko ni nekaj nujnega, pač vedno se pa lahko nekaj narediš, še nekaj, lahko bi še nekaj potencialno, še nekaj in pol pač je tako, tudi če ni nujnega, boš ti ob 2 zjutraj nekaj delal, ker pač vedno se nekaj dobi. Tle pa mislim, da tle pa malo drugače z tega vidika, recimo. Se naredi stvari, ki morajo biti narejene, tudi kaj več, ampak ne dostikrat stvari, ki so že na meji malo brezveznega, pa na račun pač zdravja in tega ti bo vsak mesec nekdo šel stran. Ne, tako. Da je work-life balance si dobil nazaj, malenkost. Ja, se pravi, ampak tudi tle je pa tak biznis, da je projektni biznis, imaš različne cikle, prijo stvari, ki se malo zakomplicirajo, treba rešiti, takrat daš malo zagusti, kdaj sigurno, ampak načeloma dosti bolj normalno, ja. Kdo je Peter, oziroma zdaj že vemo, ne, približno, kdo je Peter poslovno, kdo je pa privat? Kaj zdaj počneš, ko imaš končno prosti čas? Ja, no, sej, prej smo imeli en razlog, zakaj sem recimo šel stran od Lazarda in Pariza, pač res je bil tak stil, ki meni preslej začetek, ko si še ful, mislim, ne da zdaj nisem zagret, ampak ko začneš kariero, meni je bilo res super in še zdaj hvala Bogu, da sem šel v to in dobra izkušnja in ne samo za CV, ampak znanje in vse. Ampak druga stvar je bila pa to, da meni pač, kdo me pozna, ve, da sem junkie za naravo, za smučišča, za jezera, za morje, za reke, za hribe, za vse. In v Parizu ni nič in v Londonu tudi ni nič v roku pol ure ali pa 1 ure, ker imamo tle vse, ne. In meni je bil to tudi glavni faktor, tako da lahko bi marsikaj povedal čez Slovenijo, kot vsi ostali, ampak imam ful več pozitivnih stvari kot slabih od tega kraja našega, ja, tako da. Zanimivo je to, ja, da zelo hitro ugotoviš, da je ta bližina, ki jo vsi tako poudarjamo, ampak je res, ne. Res, absolutno. Mislim, saj pravim, če si pa nekdo, ki so ti glavni point fancy restauracije,
world class razstave in ostalo, pa pač Pariz in London, definitivno se lahko skrijemo pred tistim. Metropole. Tako da po moje tudi z tega vidika odvisno. Ja. Če bi lahko kaj naredil drugače, ali verjameš, da si potegnil optimum? Mislim, da vedno bi lahko, sem nehal tako razmišljati, ker mislim, da vedno pač, ko se v neki situaciji narediš, kar upaš, in mislim, da pač vseeno sem zadovoljen, da ko rekel takrat, ne vem, srednja šola, začetek faksa, definitivno nisem bil en izmed nekih resnih študentov, tako da ja, lahko bi že bil v srednji, ful večji odličnjak in tako dalje, ampak pač vsakega neki premami, ko ga pač enkrat premami, mene bolj v nekem prvem, drugem letniku faksa, bolj drugem, in sem potem takrat stvari vzel malo bolj resno in sem se angažiral. Kaj je bil trigger? Ne vem točno, mogoče sem kje videl, prišel v stik z malo bolj tem M&A biznisom, me je to bolj povleklo in sem potem posledično videl, kaj je treba narediti za priti na recimo nek višji nivo tega, po moje to. Si naredil strategijo takrat, si naredil plan? Ali bil instinkt? Ne, stvari so bile bolj simple, pač jaz sem se nekako videl, da bi to bilo to in ja, nekako sem začel, tudi recimo ta izmenjava zame je bila tudi osebno en toliko, ko bi rekel, push ven iz nekega comfort zona, ne, mislim, sej ni tako spet, ja, sej, ne, zdaj, ko gledam, super, greš pač malo študirati, to zžurati, ajde. Ampak vedno greš malo ven iz comfort zona, ne, greš nekam, ne veš, kaj bo, kako bo, lahko ne boš nobenega spoznal, lahko bo bedno, lahko bo dobro. Ampak tudi to sem videl pač kot del tega, da naredim nekaj osebnostno, ampak tudi za CV recimo, ne. Takrat sem videl mogoče predvsem za CV, zdaj vidim predvsem osebnostno, kot dobro osebno izkušnjo. Tako da ja, trigger je po moje to, pač, da sem nekako končno videl, kaj bi mogoče rad delal in potem sem videl pač, kaj bi mogel narediti za priti na nek višji nivo tega, tako da, ja. Da mi samo že bojo o študijskih izkušnjah ali pa tehno zelo učnih. Okay. Kaj samo še pomeni študirati na Bokonju ali pa kje drugje, se nisi bil samo v Ljubljani, si bil tudi ne v Dublinu, je podoben način oziroma podoben effort za tisti izpit, na kakšnem nivoju je stvar? Mislim, da je tako, jaz osebno ne mislim, da tle se ne predaja dobro znanje na ekonomski fakulteti, po moje sploh ne, po moje imamo super profesor in dobro znanje. Jaz mislim, da glavna razlika je to, kar sem že omenil, bolj v neki socialne tekmovalnosti, ne nujno tekmovalnosti, kdo bo dobil višjo ceno, ampak pač kaj to pomeni in kam te bo to pripeljalo. Tako da po moje predvsem to je, ker jaz sem tudi prišel sam prvi letnik in pač jaz nisem se za nobenim desetkami gnal, jaz sem pač vedel, da bom naredil, kar bo treba, da bom pač naredil nekako solidno, ampak ja, pa prideš pa tja in tam je bila razlika še to, da je v bistvu ocenjevanje na podlagi Gaussove krivulje, se pravi, ni ista ocena vedno, oziroma iste točke, procent pravilnih odgovorov, vedno ista ocena. In pa imaš ljudi, se pravi, ljudje so pa taki, ki pridejo že z izkušnjami iz nekega Deutsche Banka, pa ta internship, pa internship, pa do diplom že ful močen faks, ali pa že Bokonji, ali pa nek LSE, karkoli. In pa je pač ta tekmovalnost ful višja in potem pa tudi misliš, če si tam, da boš pač se nekaj šlepal, je pa tudi pač škoda časa in denarja in truda in vsega, tako da, ja. Kakšno sem imel pa izhodišče proti tem, ki so že bili na Bokonju, bili na LSE-ju, kjerkoli drugje? Ja, to je pomemben point, ker jaz sem videl, jaz sem nekako si dobival to full fine grupo, večinoma so bili Nemci in mislim, oni so vsi prišli, en internship na frankfurtski borzi, en internship na BNP Paribas M&A-ju, ker je bilo zame tako, wow, ne, mislim, dream job potem, ne. On ga je pa že imel en v nekem private equity skladu in tako dalje. In pač ti prideš tja in vse super, hvala Bogu, vsaj neke izkušnje sem imel, ampak nekdo ve, kaj je tle za eno podjetje slovensko, kaj si ti delal, ok, nek trading, ok, ne, samo ni bil pač na BNP-ju. Tako da z tega vidika in pa tudi to, da so bili že dosti teh ljudi na dodiplomcu na ali nekih top nemških univerzah, ker kljub temu, da FE je najboljša slovenska univerza, najbrž v biznis smeri, se ne more primerjati najbrž z nekim, kaj so Mannheim in podobne stvari, ali pa na kakšnih drugih mednarodnih teh top univerzah, tako da jaz sem se počutil ful zadaj, no. Sploh, ker pod tekmovalno se počutiš, ja. Kako si pa pariral uspešno? Ja, nič, mislim, gledal sem, kaj delajo ostali, ne, in delal isto, mislim, podobno, v smislu, ne v slabem smislu, ampak da bi kopiral, ampak ja, pač dal dosti efforta v stvari, ki so potrebne, ja. Tako da, ja.
Za zaključek, če bi napisal knjigo, o čem bi jo napisal? Okay, to je težko vprašanje. Nisem človek, ki rad piše, še magistrska mi je bila ful, nisem užival v pisanju. Tako da po moje to še nekaj časa ne bo zgodilo, ampak ja, po moje nekaj na temo svoje, ne polživljenjske krize, ampak četrtživljenjske krize, v smislu, kam je vredno dati effort in zakaj se je vredno sekirati in do kakšne mere je vredno se za nečem gnati. A to je tako, pride tam okoli 30. Mogoče. Okay. Mogoče kaj smo to premoče za me. Ampak me spomnim na te knjige, ki so precej popularne na vseh letališčih, vidiš zdaj od Mark Mansona, The Subtle Art of Not Giving a F. Sem jo prebral, bila ful zanimiva in se mi ne zdi tako napačna, tako da mogoče kaj na to temo enkrat v daljni prihodnosti. Pa povej, kaj je glavno sporočilo, ki si ga zapomnil in je to v bistvu nasvet za vse, ki so na tej karierni poti, zelo zagnani, ampak potem ugotoviš in prideš do tega, da boš effort dajal kam, oziroma kako ga boš razdelil. Ja, ne, po mojem sam to, da pač se moraš pač dovolj poslušati in na eni točki pač se, ko bi rekel, biti odkrit sam s sabo, a ti je še nekaj vredno ali ne in a ti bo pač, ko bi rekel, žal se gnati za nečem, kar pač vidiš, da se ti ne zdi najbolj pomembno v lifeu in ti ne pusti ostali stvari, ki ti bi mogoče bolj pomembne. Tako da, ja, prioritete recimo temu skratka z eno besedo. In kaj te napolni, ne? Ja, tako je, točno to. Peter, hvala. Hvala tebi.